Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, v družbi otrok osnovne šole Tabor 1 Maribor. V sredo 21. aprila ob 19. Prenos oddaje lahko spremljate tudi na Facebook in YouTube kanalih Radio Ptuj. Sponzorji današnje prireditve pretekmovanja Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo Tabor 1 Maribor, ATP avtobusni in tovorni prevozi, Oculus Velvite Industri Montažen, Dravske elektrarne Maribor, največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, Sazas, Talum, Klima Ptuj, Amprotehnik, Baustoff Metal in Elektro Maribor. Otroci pojejo slovenske pesmi In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli vsi skupaj, lep pozdrav in dober dan, dober večer, kakorkoli že. Tam pa 18. je tako, da se ob sredah na Radiu Ptuj zgodi ena prav posebna čarovnija. Ja, in to velika čarovnija. Reče se, otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. In tudi tokrat vas lepo, toplo pozdravljamo iz občine, v kateri še nismo bili v našem natečaju, tudi v tej šoli še nismo gostovali, je tako? In zelo so vesela, da lahko pozdraviva tudi vse Mariborčanke in Mariborčane. Zdaj smo namreč v občini Maribor in, če smo bolj natančni, na osnovni šoli Tabor 1. Prva, ki bo odprla zastor te prireditve, radijsko-televizijske, pa je Lucija Bubič. Lucija, zdravo, živjo. Zdravo, Kako si? v redu. Ti hodiš v kateri razred? 4. V 4. Kaj imaš, več prijateljev ali več prijateljic? Več prijateljic. A se rajše družiš z puncami? Ja. Fantje so brezvezni. Pa včasih so fajn za družiti. A, so fajn za družiti? Ja. Včasih, sem včasih, ne? Ja. Včasih pa tudi kaj nagajajo, pa so bumbari, ne? Ja, to se Ja. Daj mi povej, v vašem razredu si ti najboljša pri tem, da najhitreje poješ pico? Ne. Okay. Kaj je pa tebi sicer recimo, v šoli všeč? Kateri predmeti so ti všeč? Glasbena umetnost, šport pa matematika. Šport pa matematika. Ja, to je v bistvu, to je vse zaračunano, veš, to je pa čisto je, prav. To je to čisto pa prav. je. Lucija, kaj pa sicer še rada počneš? Rada igram klavir. Zato ker, ja. A hodiš v kakšno glasbeno šolo? Ja, ali glasbeno kako? šolo. Bravo. Pa tudi Rolam se rada, ali ne? bolj rolkam. Ja, zdaj so rolke popularne, ja. Pa vozim s kolesom tudi. Aha. Pa je to? Ja, pa že pa treba- pač tudi treniram gimnastiko in zato tudi rada. Kaj? Opa, se pravi, klavir, gimnastika, pridna šola, ti si res pridna punca, zelo dobro. In verjamem, da tudi lepo poješ. Za katero pesem si se odločila? Od Ule Ložar nisi sam. Odlično. Lani je Ula Ložar nastopala v finalu kot tista umestna gostja. Tako da zdaj se potrudiš, prideš v finale in pol z Ulo Ložar skupaj zapojeta. A ne bilo to fajn? Ja. Velja, mi da zdaj posnamemo, pa jih bomo kar poslala. Pa bomo rekla, Ula, ne pozabi, 4. septembra smo na Ptuju, spet imamo finale in Lucija bi hotela s tabo pet. A velja? Lahko. Ok, super, hvala ti za tale pogovorček, zdaj pa uživaj in zapoj. Včasih ne vem, kako in kaj se zapleteno zdi, kdo bi razumel, vsi hitijo. Čeprav ta svet stoji, ni dovolj besed, da kdaj pa kdaj. Bilo bi prelahko, ko hudo je roko mi svojo daj, da stisnem te močno. Zato svetujem zdaj, da kdaj polepša v dan za ljudi, ki ne znajo, sanjam in poklanjam ti ta svoj nasmeh, veš, nikoli res nisi sam. Nisi sam. Oči gori moj in tvoj sijaj, če to si dovoliš, prvi se koraki težki zdijo.
nočem, da zbežiš in vedi, da sem zate tukaj zdaj, ker skupaj je lahko, ko hudo je, roko mi svojo daj, da stisnem te močno. Nisi sam, zato svetu in zdaj, da kdaj polepšava dan za ljudi, ki ne znajo, sanjam in poklanjam ti ta svoj nasmeh, veš, nikoli res nisi sam. Nisi sam, zato svetu in zdaj, da kdaj polepšava dan za ljudi, ki ne znajo, sanjam in poklanjam ti ta svoj nasmeh, veš, nikoli res nisi sam. Nisi sam. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. To, uspelo nam je. Tudi v Mariboru smo in po 7 letih se zdaj prvič srečujemo tudi z mariborskimi osnovnimi šolami in z Daliborjem in vsi, ki pripravljamo tale projekt, otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, smo zelo, zelo veseli. Zdaj smo iz mariborske občine pravzaprav poslali en velik glas v svet iz osnovne šole Tabor 1. Ja. In z nama je naslednja nastopajoča, to pa je Nina Mihajlović. Zdravo, živjo. Bravo, Kak si kaj? v redu. Kak je Dobro. nasmejana, vidiš? Ja. A ste vsi na šoli tako nasmejani? Ne, ti si najbolj, ti imaš Nisem. najlepši nasmeh. Ha? Ja. No, niste glih primerjali najlepših nasmehov, tako da ne moreš vedeti. Ne? Recimo, kaj tebi v šoli, ti si zdaj kateri razred? Četrti B. Četrti B. Okay. Kaj recimo tebi nariše največji nasmeh na obraz v šoli? Kdaj si najbolj vesela v šoli, ko je recimo na sporedu kakšen poseben predmet, ali ko je kakšna dobra malica, ali kaj? Ko dobim dobre ocene. Ko dobiš dobre ocene. Wow. Super, to je zagotovo, ker si se trudila, ker si se učila in pol, ko veš, da je to bilo vse tako, kot mora biti, ne, pol je to največje veselje. In recimo pol ti starši dajo za nagrado, če dobiš dobre ocene, kaj? No, vem, včasih mi je mama davala 5 evrov. 5 evrov! Odlično. Jaz bi se pa veš kak zmenil zdaj naprej, bi rekel, lej mami, jaz sem zdaj četrti B, ne? Zdaj sem v festivalu Otroci pojejo slovenske pesmi, to je nekaj fejst velikega in fejst pomembnega. Zdaj se tak zmenima. Ko jaz dobim 5, daš ti meni 50 evrov. Ko dobim 4, daš ti meni 40 evrov. Ko dobim 3, daš ti meni 30 evrov. Ko dobim 2, 20 evrov. Ko pa 1, pa ti ni treba nič dati, bom pa jaz posodo pomila. Ja. A to je bilo dobro, ha? To je bilo ful Mami fajn. se že smeji zunaj. Ok, Nina, šalo na stran. Kaj bomo danes slišali? Kaj nam boš zapela? Maček Muri. Maček Muri. Zakaj ti je ta pesem tako všeč? Ker je taka navihana? Ja, ker imam rada muce. Aha. Pa imaš muco doma? Ja, Okay, Eno. kako pa je ime? Luna. Luna. Kakšne barve je? Temne rjave, svetle rjave pa črne. Kaj taka bolj zmešana ali bolj taka umirjena? Zmešana. Zmešana. Muce navadno so zmešane. Kaj imate notri v hiši, v stanovanju ali kako? V stanovanju. In pol spi po noči, vam da mir, ali kje spi? Pri tebi ali kako imate to? Kje spi recimo muca? Kje spi? Včasih na moji postelji ali pa Aha. pri mami. Aha. Včeraj pa sem je vlegla na pošte, pa nisem mogla niti zaspati. O ti Luna. Dobre, nocoj ti bo dala mir, velja? Ok, mi dva ti tudi dava zdaj mir in te prepustiva petju. Tole je Nina Mihajlović in Maček. Meca, Falk in Tako je, Maček Muri. Hvala lepa, Dalibor. Ko zapoje zvonček Muri, prebudi se Maček Muri. Staco si oči pomane, vzdigne rep in hitro vstane, hitro vstane. Naj, 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 naj. Naj, 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 naj.
prezrači, mančo v suknjo pokrtači. In na zajtrk se opravim, ker smo pri veseli kravi, veseli kravi. Naranaj, naj, 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 naj. Naranaj, naj, naranaj, naj, naj. Tam ga čaka stana miza in to čaka muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači poglobi se, muri mače časopise, vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike. Naranaj, naj, 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 naj. Naranaj, naj, naj, naranaj, naj, naj, naj. Tam ga čaka stalna miza in to čajka muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači poglobi se, muri mače časopise, vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike. Naranaj, naj, 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 naj. Naranaj, naj, naj, naranaj, naj, naj. Potle plačajem čez cesto, gre na sprehod mače mi isto. Naranaj, naj, naranaj, naj, naj. Naranaj, naj, naranaj, naj, naj. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Kak fajn pojemo na osnovni šoli Tabor 1 v Mariboru, res odlični ste in jaz predlagam, da že kar napoveva drugo tekmovalko. Tretjo, čakaj, jaz ne znam šteti, veš. Lucija, Nina, zdaj pa je z nami Ela Meliva. Ela, Kak si Ela? V redu. Zdravo, živijo. Ela, ti si tudi 4. razred, je tako? Ja, Kaj pa je tebi recimo v 4. razredu najbolj všeč? mi je najbolj všeč glasba. Glasba. Okay, in kaj pri glasbi počnete? Se učimo peti, nove tone spoznavamo. Aha, kaj to pojete bolj v zboru ali vsak za sebe ali kako? Za sebe. Za sebe. Super. Kako je učiteljici ali učitelju glasbe všeč? Kako je ime? A to je vaša razredničarka? Ja. Kako je ime? Ime je Nataša Kirbiš. Natašo pozdravimo, pomahamo ji, evo, živijo, zdravo, Živijo. lepo. Ela, kaj pa še ti drugače rada v šoli počneš? Rada ustvarjam, Aha, rada tam pojem, lepo. rada se berem. Aha, tudi knjige rada bereš? Ja, Kaj ti je recimo všeč? Kaj si zdaj na zadnje kaj takega prebrala? zdaj berem knjigo Harry Potter. Harry Potter! Ja, super, to je ful velik delov, ne različnih. Ja. To je to tvoja prva knjiga od Harryja Potterja? Ne, že druga. A, že druga. pa koliko veš, še da še jih je dost. Ja, Ja. še jih je pol kar nekaj, to da boš lahko do 9. razreda jih brala. To so take bolj debele knjige, ne? Ja. Pa so zanimive. Ja, In zelo. kdaj to bereš, recimo zvečer, v šoli, kje? Popoldan. Popoldan. Ja, Ko je slabo vreme, pa ne moreš iti ven, ne? ja. Recimo, ok, kul. Kaj nam boš zapela? Zapivala vam bom Ditko, ne bodi kot drugi. Ne bodi kot drugi. Ditka mi deluje, Ditka je v bistvu nekaj takega kot ti, veš, taka je. Taka mirna dušica, nasmejana, nežna in točno taka mi ti deluješ. A sem prav ugotovil? Ja. Evo, super in verjamem, da bomo uživali, ko nam boš to zdaj tudi zapela. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo s tvojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom.
poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. No, takole gremo naprej na osnovno šolo Tabor 1 in spet je ena z nami. Tak face nasmejana, malo pravi, da je strah. To je Zarja Hristov, zdravo. Zdravo, Kak si? vredo. Zakaj se tako smejiš? Se vedno tako smejiš? Ja. V šoli, ko reče, recimo, učiteljica, vprašana si, se tu smejiš? Malo manj, ne? Ja. Recimo, kaj pa imaš ti rada najbolj, recimo, v šoli? Tista stvar, ki bi rekla, sam to bi rada delala, nič drugo več. Glasbo. Glasbo imaš tako rada, res? Ja. Drugo pa čist nič. Bi ukinila, pa bi rekla, konc matematike, konc slovenščine, konc vsega, samo glasbo mi dajte, pa sem zadovoljna. Pač glasba mi je najbolj všeč, no. Glasba ti je najbolj všeč. Se pravi, ko boš velika, no vsaj si že velika, ne? Bi rada bila pevka ali glasbenica ali kaj takega ali kaj drugega? Ne vem. Imaš kako željo? Jaz bi bila rada kot velika veterinarka, Zakaj pa? ker imam rada ful živali, pa... Pa imaš kako žival doma? Ja, Kaj imaš razen Psa. muh? Psa imaš? Kakega psa? Določenega ali mešanček? določenega. mislim, Kakega? Ne veš. da. Pozabila se. Pozabila si. Ja. Pitbulla. Ne, Ne, kakšne manjši ali večji? manjše. Manjši je, ne, dobro, pustimo. Jaz tudi nimam pojma, kaj se reče. Kdo te je pa navdušil, ker vi ste letos prvič v našem projektu Otroci pojejo slovenske pesmi. Ja. Kdo te je zdaj navdušil? Je učiteljica rekla, zdaj pa Zarja, ti moraš pet, ali je rekla, dajte se odločiti, kdo bo Ona pel? je rekla, da se naj odločimo sami, če bi radi šli ali pa ne, pa sem si rekla, da bi rada šla probat. Pa bi, zakaj pa ne, ne? Ja. Si kdaj že gledala finale Otroci pojejo? V Nisi? bistvu ne, sam potem sem, ko sem ugotovila, to sem šla malo pogledat. Si malo na YouTubu Ja. gledala, ne? Tam moraš finala pogledati. Je primerljivo z Eurosongom, v bistvu našo emo, slovensko emo za velike, to pa je bolj ema za male. In, 2000 otrok pride v dvorano. Preko 200 tisoč si to pogleda, veš? Tako da to je ogromno. Dobro, kaj nam boš zapela? Kaj si se odločila? Od Ditke pesem ne bude kot druge. Ne bodi kot drugi. Ja. Vredo, zakaj ti je Ditka tako všeč? Ma isto Ne črne vem, lase kot ti, pa Ne, pač pesem je bila ful všeč. ti je bila ful všeč. V redu. Okay. Z nami torej Zarja Hristov, Ditka, ne bodi kot drugi. Izvoliš. Prinesi mi ruže, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa,
veselijo, postaje in vlaki. Kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, naproti. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Veslamo. Ti kar veslaj. Veslamo in počasi bomo priveslali do konca nižje kategorije v osnovni šoli Tabor 1 v Mariboru. Ja. Ne? In preden to naredimo, pridemo v ciljno ravnino oziroma k cilju, moramo pozdraviti eno super punco, ki ima dvoje imen in dvoje priimkov. Jaz upam, da bom prav povedal, če ne me bo pa popravila. Z nami je Inti Černec Dramlič. Tako je. Tebe pa kličejo kako? Inti, ne? Je bolj simpel, bolj enostavno. Ne? Ja. Kako si? V redu. Si v redu? Ja. Odlično. Ti si zdaj zadnja v tej nižji kategoriji, hodiš v kateri razred? 4B. Ok, Inti, povej mi, kaj te v šoli najbolj veseli? Ko imamo pač šport, Ja. likovna in glasba. Glasba, šport in likovna. Kaj ti je recimo najbolj všeč pri športu? Ko igramo odbojko. Ko igraste odbojko. Ti si bolj visoka ali bolj nizka v tvojem razredu? Visoka. Ti si, se mi zdi, da je bolj visoka, ja, odlično. Bi lahko tudi recimo košarko igrala, ne? Ja. In pa so verjetno tudi v tvojem razredu fantje, ki so nižji od tebe. Ja. Ja, in pol jim ti, pa jih premagaš, ne? Ne. A so kaj favšni ti, ki si že toliko visoka? Ne. Ne, niso? Niso. A so poredni fantje v vašem razredu ali so kar kul? Cool. So kar v redu. Ja. Dobro, odlično. Ok, pri glasbi pa si se torej odločila, da boš letos tudi sodelovala v tem natečaju. Kako je prišlo do tega? To učiteljica povedala vam ali kako ste? Učiteljica. Je rekla, zdaj pa se mi gremo eno posebno stvar na Radiu Ptuj. In ti si zdaj naredila, to bi pa lahko jest, ali kako? Ne, pač učiteljica nas je zbrala in... Je ker ona določila, rekla, ti dobro poješ, boš ti tudi pela. Pač učiteljica za petje nam je to Ja. povedala. In pol, kako si se odločila za pesem? Pela boš namreč Tanjo Ribič, ne? Ja, pač zanimiva mi je bila, ne? Aha. In ja, zanimivo. Si doma povedala, jaz bom pa zdaj našla na festival, otroci pojejo slovenske pesmi in bom na televiziji in vse posod. Nisem tega rekla. Ok, dobro, ampak te podpirajo, ne, so bili zelo veseli. Okay. Ja. No, to je to, kar se pogovora tiče, sedi 5 bi ti lahko rekla, ampak zdaj se ne moreš sest, ker boš še pela, ne? Ja. Pela nam boš pa o enem prav posebnem princu, ki se zbudi, ne? Je tako, prebudi ga, mi da bova pa uživala. Tam na koncu mesta stara hiša spi, za 9 oknom deklica bedi. Zlata luna šteje njene solzice, noči skriva, kot bi svoje zvezdice. Tam za prazno mizo čaka vsako noč, njena čista duša kliče na pomoč. Dobre vile, kje so tiste usnice? No, iz polju
čarajo zaljubljence. Zbudi se, dobri princ, rada bi ti dala vse svoje sanje in mladost, da ne pomis pravljice. Zbudi se, dobri princ, rada bi ti dala vse svoje sanje in mladost, da ne pomis pravljice. Zbudi se, dobri princ, rada bi ti dala vse svoje sanje in mladost, da ne pomis pravljice. Zbudi se. Novo jutro, jutro preko joka gre. Srce vidi, vidi, kar oko ne ve. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli, v Mariboru smo, v Tote Maribor in na osnovni šoli Tabor 1, kjer smo zdaj prešaltali v višjo kategorijo, moramo više skočiti, ne? V drugi štuk. In evo, tudi ona je skočila. Z nami je Eva Žunko, zdravo živijo. Zdravo. Kako si je kaj? pozitivna, ha? Ja, res je. Eva, kako si? Nervozna. Nervozna si? Niti videti, niti videti. A veš, predstavljaj si, to je zdaj radijsko snemanje, ne? To se mimo grede pri nas snema vedno v ponedeljkih in potem se to eno od prihodnih sred predvaja. Zdaj bi recimo, a veš, recimo se kaj zmotimo, ne, lahko ponovimo. A veš, če bi bila pa zdaj tole šolska prireditev, tako je ponavadi, Ja, ne, pa ko ne ni korone. gre. Takrat pa prideš gor, tam so vsi teti, strice, babice, detki, ateki, mamice in tako naprej, ne. Pa je bolj trema, tako da tukaj ni treba nič biti, a veš, se treme iti. To mi ne poznamo tu pri nas, to je brez veze. To smo mi Dobro. dali v stran, to smo mi tam zunaj pred vrati pustili. Okay? Kaj tebe v šoli veseli, poleg petja? Kaj imaš rada? Kaj recimo? Malca, odmori, matematika. Likovna umetnost. Likovna Likovna. umetnost. Okay. Likovna umetnost pomeni kaj? Kaj recimo delate pri likovni umetnosti? Rišemo, tudi kaj ustvarjamo iz gline, zdaj bolj ne. Ja, zdaj Bolj malo rišemo manj. na papir. Rišete na papir. Ali pa izdelujemo kaj iz papirja. Kaj je zadnja stvar, ki si jo ustvarila? V bistvu v šoli nič, Aha. ampak doma pa polno ustvarjam. Se pravi, vzameš jupol barvo in greš in prebarvaš celo steno in narišeš gor neke grafite. Stene glih ne, Okej. ampak na papir, to Dobro. pa ja. To pa ja. In imaš tega polno na zalogi, da svojo energijo tako ven spravljaš. Ne? Ja. Kaj bi rada postala v življenju? A te kaj veseli, kaj takšnega? Pevka. Pevka, Zraven pa še bi rada delala na radio. O, bravo! Lahko greš, Hvala lahko lepa, greš. odlično, odlično. Ja. Pridi naslednji Samo to je taki bumbarski služba, ki moraš, recimo Dalibor stane ob 4 zjutraj. Ja? Ko še se ti drugič kome obrneš. Ja, on recimo ob 5 je že na programu in že govori zjutraj. Ne? Tudi Bi ti bilo prav. to? A, ti je ok to? Ja. Super, rabiva novo vremenarko, Ja. tako da boš ti vreme napovedovala. V redu? Tudi prav. Se zmenimo, zdaj letos pred poletjem bodo audicije, se lahko prijaviš. Štima? Dobro. Odlično. In zdaj, če kar dobro poješ, ne, bo to še super pridobitev za štajersko budilko. Eva, kaj nam boš zapela? Med iskrenimi ljudmi. Pa še iskreno lepo pogledaš in poveš, kaj te veseli, naj si že kupla. Sma že premagana, zdaj se samo še usedeva in uživava, ti pa zapoj. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš.
vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo in se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas preslaži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo in se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas preslaži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Skačem sem pa tja, da sem si pretegnil kito od kite. Ti se boš celi zlamal, ampak dobro, pustimo zdaj tebe. Z nami je še ena od punc iz osnovne šole Tabor 1 iz Maribora, tole je pa Doroteja Dominko, zdravo, živijo. Zdravo. Mi imamo tudi ene Dominko, te tu na Ptuju, imajo avto, hišo, pa smo mi mislili, zdaj le borim, če bi ti nama vsakemu enega Mercedesa zrihtala, ti pa si lahko enega Volkswagena vzameš, ti roka unga lepega. Ja, ni problema. No, ok, super, bo Zrihtala. zrihtala. Sam to ni podkupnina, ker midva ne odločava, kdo gre naprej, veš. To je strokovna komisija, en stric Tim Ribič, ki v Mariboru tudi v operi režira opere, ne, on tudi to posluša pol, ne, pa njegovi prijatelji tam, tako da odločijo pol oni, kdo je najboljši. Čeprav ste za naju dva vsi zmagovalci. Ja. Kako da si se ti odločila, da bi šla v ta natečaj? V Kdo je? bistvu mene je učiteljica pevskega zbora poklicala Ja? in mi je pač rekla, da obstaja en projekt in Aha. sem bila takoj za in sem bila tak, ja, Odlično. A si že slišala za ta projekt prej? v bistvu ne. Aha, no, ker to recimo pol tisti, ki grejo v finale, ne, pol na nacionalni televiziji nastopajo, pa Rej, pa Marjetka, pa Alija, pa Lina Koduzovič, pa taki pol ocenjujejo to, ne? V komisiji so. Ja, oni so v komisiji, recimo, ne? Ja, in oni pol recimo tudi s tabo zapojejo na odru, tako da se splača biti... Pa ne sam to. Preko 1500 obiskovalcev te gleda v dvorani, veš, pa na televiziji. Preko 250.000 te jih pa gleda na televiziji. Več kot nogometno tekmo po televiziji. Ja, recimo. Super. Ja, tako da se splača biti, se potruditi, ne? Ja. Ti se kje učiš petja ali to že kar samo vse V znaš? bistvu ne. Mene pač petje veseli, računamo pa, da bom šla zdaj v solo petja. Zelo Se dobro. bom ukvarjala s tem. Zelo dobro, zelo dobro. Katere pesmi so ti najbolj všeč od slovenskih, recimo, kaj imaš V rada? bistvu ta oba, ko jo bom zdaj zapela, Aha. drugače mi je tudi všeč od Line Koduzovič Prva ljubezen, Aha. pa od Ule Ložar Nisi sam. One so glih take, kot ti nekje, ne? Ja. So začele tudi pet, ne? In pa so šle na Eurovizijo in tako naprej, ne? Ja. Super, tudi tebi želiva, da ti to vse uspe. Doroteja nam bo zdaj zapela Manco Špik in Izaka Palma skupaj v skladbi oba. Uživaj! Hvala. Kako naj znova začnem, če v meni še gori? Kako navadim naj se, da te že leto ni? Ne znam in nočem tega, še vedno upam, da prideš morda še kdaj tja, kjer skupaj sva bila. Stiskam upest dlani, kot si takrat.
Morda pa skozi leta spet na istem sem mestu objamneva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekoč se najdeva, oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Prebijam se skozi dan in mi nekako gre, a ko spet pade večer, še vedno stisne me. Premalo je vseh besed, ki bi ti opisale, da nočem sama živet, brez tebe mi ne gre. Stiskam v pestani, kot si takrat med ti. Morda pa skozi leta spet na istem sem mestu objamneva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekoč se najdeva, oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Mi amor, entiendo per essa sì, e spero che un dia vuelvas a mí. Morda pa skozi leta spet na istem sem mestu objamneva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekoč se najdeva, oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Oba še ljubiva. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Ja, pa nadaljujemo z našo šolo iz Maribora, Tabor 1. In z nami je tokrat v studiu zdaj iz 7. razreda Sara Šegola. Zdravo, Sara. Zdravo. Kak si? Super, hvala. 7. razred. Tu, reči mi, v 7. razredu pa že malo študirate, kam boste šli v srednjo šolo. Ja, nekateri so že odločeni, Ti? jaz pa še čisto nisem. Se pravi, Vem boš šla pa- v gimnazijo. Verjetno. Aha. Pravijo, da če osnovnošolci ne vedo, kam naj grejo, grejo v gimnazijo. Ja, res je. Tak je. Ker takrat so ti vse poti odprte nekako. Vse poti so ti odprte, pa še imaš čas za razmislek. Tako. Ne? Reči mi, kak je na šoli? Super. Je super. Sošolci so v redu? Ja, dobro se razumemo, pomagamo. Ja, sošolci Tudi. so v redu? Ja. Vedno? Ja. A 7. postanejo bolj v redu, ne? Prej niso bili taki, so bili taki nagajivčki, ne? Zdaj pa so. Kjer predmetov imaš recimo najrajši? Kaj, najrajši- družboslovno ali naravoslovno bolj? Najrajši imam slovenščino. Slovenščino? Ja. Opa, Rada se tako slovnično pravilno izražam. slovnično tako, pravilno izražaš. ja. Kaj pa književnost? To mi je tudi Prešerni, zelo Cankarji, blizu. pa tako naprej. Ja, rada berem. Se Kaj, tudi- kaj recimo bereš? Najrajše pustolovske romane, ker me tako res povlečejo. v knjigo Pustolovske in- romane. Ja. Kdo pa te navdušil na tem? Mogoče sestra. Sestra? Ja, Starejša. starejša sestra. Ampak ne vem, tudi učitelji nas spodbujajo k temu, ker mislim, da je to res neki pomemben del življenja. Se pravi, zdaj ti, če ti meni tako govoriš, ne, rada berem knjige, tako naprej, kaj pa telefon, pa to nič. To tudi gre zraven. Gre zraven, samo Ja. ne toliko, ne. Ne toliko. Veš, da na spletu lahko bereš tudi knjige, ne? Ja, sem slišala že za to.
To ti priporočam, je dobra zadeva. Pol imaš, daš ekran na pol, na enem igrica, na drugem pa knjiga. Ko ti ni, hitro malo zaigraš pa preklopiš. Okay. Kdo te pa je navdušil, da se prijaviš na ta projekt Otroci pojejo slovenske pesmi? Mogoče naša mentorica, ki nas res od vedno že spodbuja, da pojemo z srcem. Z srcem, da nekomu nekaj poveš. Tako. Ne? Ja, prav, bravo, odlično. No, kaj si izbrala, da boš zapela? Izbrala sem si pesem Kot nekdo, ki me bo rad. Ditka Haber. Tako. Ena izmed meni najljubših slovenskih pevk. Tudi meni. Tisti starejših, ne, če gledamo. Ne? Ok, ne bova več. Zdajle, Sara, mikrofon je tvoj. In da slišimo tvoje izvedbi. Izvoliš. Hvala. Zdi se tako kot nekdo, ki bo moj, brez besed pove, da je srečen z menoj, meni strast prebudi, ko pogleda me v oči, kot nekdo, ki imel me bo rad. Ko sem z njim, se sveta ne bojim, pa čeprav se zdi, da nevarno živim, a verjeti mu smem, ker on najbolj to ve, kot nekdo, ki imel me bo rad. Tih očih je resnica in v srcu zaupanje, naenkrat se življenju predam. Za menoj so nevihte, pred menoj sončen dan, tega jutra nikomur ne dam. Ko nocoj bo, prišel bom doma, tam na mizi bo večerja za dva in očev več ne bo, nežno vzel me bo tako, kot nekdo, ki imel me bo rad. Tih očih je resnica in v srcu zaupanje, naenkrat se življenju predam. Za menoj so nevihte, pred menoj sončen dan, tega jutra nikomur ne dam. Ko nocoj bo, prišel bom doma, tam na mizi bo večerja za dva in očev več ne bo, nežno vzel me bo tako, kot nekdo, ki imel me bo rad. Kot nekdo, ki imel me bo rad. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona.
Tako, zdaj pa še razglasitev iz osnovne šole iz Maribora, to je osnovna šola Maribor Tabor 1. Prvič so bili letos z nami, tako da bili so odlični. Zdaj pa naša komisija določila, kdo je tisti, ki pojde v polfinale. In najprej bom razglasil nižjo kategorijo iz osnovne šole Tabor 1. In v polfinale se je uvrstila Zarja Hristov. Vse čestitke, Zarja, super, se vidimo v polfinalu. No, pa še višja kategorija. Tu je bilo kar veliko dela, pravi komisija, in komisija se je odločila, da bo osnovno šolo Tabor 1 iz Maribora v polfinalu zastopala Sara Šegola. Sara, tudi tebi vse čestitke pa tudi vsem ostalim in se vidimo v polfinalu. Otroci pojejo slovenske pesmi. Se veselijo. 7. sezona. Vse informacije, vse pesmi in vsi nastopi te čakajo na www.otrocipojejo.si.